Na Šmartnem na Pohorju so v torek 23. junija slovesno razglasili čezmejni muzej mlinov Slovenije in Madžarske. Na dogodku v dvorani gasilskega doma so uvodoma podrobneje predstavili projekt Od mlina do mlina, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za razvoj. Vodilni partner projekta je RIC Slovenska Bistrica. Ideja je prišla iz vzgiba, da je pač v tem predelu ogromno mlinov, ki nimajo več neke svoje veljave, ki propadajo. Zato smo se povezali partnerji na slovenski in madžarski strani. Tako prihaja dva partnerja iz slovenske strani in 3 iz madžarske, ki v bistvu imamo skupni interes, da ohranimo obstoječe mline in da dodamo v tem času neko novo vlogo, bolj si v smeri turizma, bolj si v smeri nekih izobraževalnih vsebin. Tako da smo v tem projektu v bistvu izvedli 2 večji investiciji. Na Babičevem mlinu smo dobili streho, sredstvi iz tega projekta. Na enem mlinu v Gorinstveniku smo obnovili pogonski sklop. To so velike zadeve, velike investicije. Pred časom, letos spomladi, smo izobrazili tudi vodnike oziroma ljudi, ki imajo zelo pozitiven odnos do kulturno-tehnične dediščine, predvsem na tem območju, da bodo tudi znali kaj povedati o mlinih, o razpršenem muzeju mlinov, prenesti tudi na naslednje rodove. Vključili smo tudi kar nekaj, povezali smo se tudi z nekaj šolami in pokazali te mline, da so lahko si malo gledali, da so dobili tudi nekaj pogled, mogoče kakšen interes. Tukaj na podeželju je to malce lažje, ker pač ljudje tukaj s temi mlini poleg vsega ostalega tudi živite. Ko ste že slišali, ustanovljen je bil razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske. To je v bistvu prva neka formalna, več kot temu tvorba, pravna povezava na slovenskem. Veseli nas, da nas tudi za nekaterih drugih delov države kličejo, ki so slišali to našo zgodbo, bi se radi vključili v ta muzej, v to našo zgodbo. Trenutno smo v projektu povezali 13 mlinov na obeh straneh meje. Več o tem bo kasneje govora, ker so tudi predstavljeni v knjigi. Zbrane sta nagovorila tudi direktor RIC-a Slovenska Bistrica Tomaž Repnik in predsednica krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Kristina Pregl. O tem, kako se je porodila ideja za projekt Od mlina do mlina, je nekaj več povedal Simon Balažic. Je prišla ta ideja s tem projektom Interreg Slovenija Madžarska, da bi nekako te mline povezali. Potem sem prišel v stik, kot je že prej povedal direktor tega vašega RIC-a Slovenska Bistrica. Si bil zelo dobro sprejet, so bili tako ste bili za, da se mi zdi v redu, super. In potem so tudi z madžarskimi partnerji ta projekt skupaj sestavili in potem je ta zadeva zalaufala. No in danes imamo ta razpršeni muzej mlinov. Mene so pač določili, da bo prvi predsednik, kar se šteje na posebno čast. In seveda nekako tudi to predstavljam. Zdaj seveda vsak mlin za sebe bo težko obstal. Zdaj pa, ker nam je skozi projekt uspelo, da smo se nekako združili, da nas je sedaj v tem primeru 13, 11 na slovenski strani, 2 na madžarski strani. Lahko si skupaj pomagamo, sodelujemo, iščemo neke poslovne modele v turizmu in tako naprej. Tudi nenazadnje lahko do ministrstva skupaj nastopamo. In ker vemo, da mlinarstvo imamo Slovenci v svojih genih. Kot si Jana ti že prej povedala, dejansko skoraj vsaka vas je imela svoj mlin, tudi priimki. Imamo mlinarič in podobno tega je. Tako da to je nekako v naši krvi in če hočemo našo kulturo ohranjati, naš jezik, pa to, da pač smo tukaj, je seveda del mlinarstva, del tega. In nekako mi želimo s tem projektom nekako pospešiti to zavedanje tega in da bi nekako ta del Slovenije postal tudi dežela mlinarstva, mlinarov, da bi to bilo seveda tudi zanimivo za turiste, ki bi definitivno pustili tudi krasno kjero. Tako da bi vas seveda
povabo, ko boste imeli čas, da si malo lahko skupaj gledate te mline, da podoživite, ker mlinov je ogromno, različni pogoni so, en mlin in drugem podoben. Ti vaši so bolj hrinovski. Potem so na Murica že dva, ki so čisto različna. Eden ima samo mlinsko kolona vode, drugi je celno vode. Potem imate tam na ta lesni plin. Torej, to je taka kulturna dediščina, kaj jaz mislim, da noben drugi narod ima, kot mi imamo. Samo moramo na pravi način poskusiti, da bomo rekel turistom ponuditi, pa ga potem še tudi nekaj zadoži. Na prireditvi so slovesno podelili tudi tablici za članstvo v Muzeju mlinov in predstavili monografijo Od mlina do mlina avtorja Bernarda Goršaka.